Dan. Živijo, Dober dan, Janja. Karla. Živijo, Janja. Zdravo, dobrodošla na gradu. Kdo je pa danes tole z nami? Ja, tole je pa naš Friderik. On je pa najstarejši in najslavnejši prebivalec gradu. On pozna vse skrivnosti in kotičke tega gradu in zato bo danes naš pripovedovalec zgodb in legend. Kje se pa zdaj nahajamo? Zdaj smo pa v lapidariju. To je tudi en izmed včasih prireditvenih prostorov, tukaj je tudi naša razstava, kako se je grad skozi stoletja spreminjal. Ker tale naš grad ni čisto tako običajen grad, kot si mogoče otroci predstavljate, da so tukaj neke sobane, pa neko pohištvo. Tale naš grad je dal postaviti Friderik III. Habsburški, po katerem je naš Friderik dobil ime v 15. stoletju in takrat predvsem za to funkcijo obrambe. Ampak danes smo pa tukaj zato, da nam Friderik pove tudi kakšen skriti kotiček. A ne, Friderik? Kjer ga mi bo zdaj povedal? Aha, tukaj za nami se nahaja plemiška ječa. Tukaj je bil zaprt vitez Erazem Predjamski. Kaj pa je tisti krog tamle? To je pa ubežni vodnjak. A ko smo prej pogledali plemiško ječo in zgodbo o Erazmem Predjamskem. Friderik, a ti meni poveš, kako si ti že pomagal k temule Erazmu pobegati? Ja, Friderik, ko so šli že vsi spat, je enemu ječarju vzel ključe in z Erazmom sta tule od spodaj, ko je bil ubežni vodnjak, pobegnila. To je bil tak rov, ki je vodil na zunanjo stran gradu in Friderik je zavpil: "Svoboda je tam, kjer smrdi." Kajti na drugi strani gradu je bil stranišče in lahko si predstavljate, da ni bilo prav prijetno se plaziti po teh rovih. Erazem je pobegnil iz gradu in se podal proti njegovemu Predjamskemu gradu. Kje se pa zdaj nahajamo? To zgleda kot eni zapori. Ja, sem res. Ja, res je. Zdaj se pa nahajamo v kaznilnici, kjer vidimo rekonstrukcijo 3 ječ samic. Če malo pokukata, ni se jim prav luštno godilo tukaj, a ne, da ne? Ne. V začetku so tukaj bili zaprti navadni kaznjenci in vsak je imel točno določeno odmerjeno slame, ki jo je dobil, da se je lahko uredil svoje ležišče. Drugače so pa prinašali vodo iz vodnjaka, pa pometali ceste tamle dol v Ljubljani. Vse to, a ne, Friderik? Tebi so tudi povedali veliko zgodb, kako so trpeli tukaj v teh ječah samicah. A ja, kasneje je bil pa tu zaprt tudi naš pisatelj Ivan Cankar. A sta to videla? Ne. Ja. A zdaj gremo pa na stolp? Ja, zdaj gremo pa še na stolp. Čaka nas približno 100 stopnic in to pa ni za našega Friderika. On je raje po rovih, tako da jaz predlagam, da mu pomahamo, se poslovimo. Pa, Friderik. Koliko stopnic pa smo prehodili zdajle? Kaj misliš, koliko jih je bilo? 50. Približno 100. To pa veliko. Veliko, ne? Ampak se splača, ne? Ker pogled od tule od zgoraj je pa res lep. V lepem vremenu se vidi kar 2/3 Slovenije. Legenda pravi, da je pred davnimi leti v Ljubljani bil strašen zmaj, ki je vsako leto hotel pohrustati eno deklico. In tisto leto, ko je bila na vrsti županova hči, je dal župan razpisati razglas, da tisti junak, ki bo premagal tega zmaja, dobi njegovo hči za ženo. In na gradu se je pojavil vitez Jurij. In začel se je silni boj. Jurij je vzel svojo sulico, jo zapičil zmaju v goltanec in v tistem trenutku se je na grajskem dvorišču odprla zemlja in zmaja posrkala v podzemlje. In tako je bila premagana ta strašna nadloga, zmaj, in rešena Ljubljana. Vrli meščani so bili pa tako veseli, da so se rešili tega zmaja, da so mu na mestu, kjer smo danes videli tole našo lepo kapelico, dali postaviti takrat v tistem času to kapelo in jo poimenovali po njemu, Svetem Juriju.